Kot rečeno, že v uvodu, danes nam torej ostaja še premislek o grešnjem nagnjenju lenobe. Jaz se bom danes omejil predvsem na duhovni vidik te skušnjave, potem pa lahko kdaj ali doma še malo razpravljate, kako se potem to prenese, prevede tudi recimo vsakdanje življenje, a so še kakšni drugi vzgibi za lenobo. Duhovni očetje, pravzaprav že od puščavskih očetov naprej, lenobi rečejo akedija. Akedija je grška beseda, ki označuje neko notranjo mlačnost. A veste tisto, ko se nam ne da, ko postane vsaka stvar težka, pa bi to, pa bi ono, pa nič ne bi, ker vse se zdi nedosegljivo, vse se zdi nesmiselno, vse se zdi tvegano, zdi se, da ni nobenega pravega upanja, da to, kar delamo, da bo sploh imelo kak rezultat, da bo imelo, ne vem, da se splača, sploh karkoli še delati, da se splača potruditi, da bodo kakšni rezultati. Temu so puščavski očetje rekli akedija in so dodajali, nekako so opazali v egiptovski puščavi, najlažje oziroma najprej se jih je ta skušnjava, to razpoloženje lotilo nekje opoldne. Ko se je začela vročina, ko je pritisnila vročina, je postalo vroče, takrat je postalo, vsaj na videz, je postalo težko vse. Je postalo težko delati, je bilo težko moliti, človek sam od sebe ne ve, kam bi se dal, nič ne bi. Tej skušnjavi, temu grešnemu nagnjenju, torej so rekli akedija, opoldanski demon. Danes, kot sem rekel, poskusimo ostati pri tem duhovnem vidiku tega greha, ko je v duši ena mlačnost, zaradi katere ljudje ne bi molili, pa se ne bi potrudili za to, da ostanemo v stiku z Bogom. Nam je težko moliti, je težko vzeti roke Sveto pismo, težko je iti k maši, težko se je vzeti čas za tišino. Skušnjava ima vedno namen ta, da nas loči od Boga, ki je vir našega življenja, ki je vir naše moči, ki je vir našega veselja. Ko se tiče dela, s katerim ponavadi tudi povezujemo vprašanje lenobe, je mogoče skušnjava lenobe tista, ki nam zakriva to, da smo ustvarjeni po Božji podobi in da je Bog v svojem bistvu tudi nekdo, ki dela, ves čas dela. Bog je stvarnik, je ustvarjalec. In da smo tudi mi ustvarjeni po njegovi podobi, pomeni, da tudi mi v delu, v ustvarjanju lahko najdemo eno veliko veselje. In morda se boste strinjali z menoj, da človeka malo kaj toliko zadovolji, toliko osreči kot to, da vidi rezultate svojega dela. Seveda, včasih so ti rezultati hitro vidni, včasih se bo treba za rezultate dlje časa truditi. Se mi zdi, da to šolarji mogoče še posebej veste, pač dobra ocena ne pride sama od sebe in ne pride takoj. Je treba veliko vlagati za to, da je na koncu pač spričevalo tako, kot si ga želimo. Ne pride samo od sebe in velikokrat je težko ostajati za zvezki, za knjigami, reševati naloge, a se bo to kje kdaj splačalo, a se bo to kje kdaj poznalo. Ampak vsak, ki je kdaj delal na zemlji, bodi si, da ima doma vrtiček, bodi si, da je kmetovalec, pač ve, za sadove na koncu jeseni se je treba truditi celo leto. In ne gre, nima nobenega smisla, da bi se mi sredi poletja spomnili, da bi pa radi imeli jeseni krompir. In bomo pač toliko bolj pognojili, bomo toliko bolj zalivali in bomo
ne vem kaj, vlekli krompir iz zemlje, da bo hitreje rasel, da bomo v 2 mesecih naredili vse tisto, kar krompir pravzaprav potrebuje. Vsem nam je jasno, da to ne gre tako, da je potrebno vlagati dlje časa, da vidimo rezultate svojega dela. In tu se mi zdi, da je skušnjava tega opoldanskega demona, te mlačnosti, ko gre za molitev, je nevarna, ker nas ločuje od stika z Bogom in nam na nek način zamegli to, da je delo, da je smisel, da delamo, da je to položeno v nas in da je to en vidik tega, kar nas ljudi naredi srečne in zadovoljne. Če nismo v stiku z Bogom, se lahko ta skušnjava pravzaprav obrne še v eno čisto popolnoma drugo smer, ki se mi zdi, da je danes tudi precej nevarna. Namreč, lahko pozabimo, kako je Bog ustvarjal v svet. 6 dni je delal, 7. dan je Bog vzel za počitek in je ta dan posvetil počitku. Če 6 dni delamo, zato da bomo lahko živeli, da bomo lahko preživeli, da bomo nekaj zaslužili, 7. dan je izvzet iz tega. In tu se mi zdi, da je tudi lahko velika nevarnost, da mi iz dela naredimo svojega malika in pozabimo na počitek in takoj, ko je govora o počitku, takoj, ko je govora o tem, da se bomo ustavili, morda tudi samo zato, da bomo molili, da bomo ohranili stike z družino, da bomo morda ohranili stike z drugimi ljudmi, ki so pomembni v našem življenju, takoj se nam vse to zdaj zdi že zapravljanje časa. Ker je pač treba delati, ker je to Božja zapoved. Treba je delati. Ampak treba si je znati vzeti tudi čas za počitek. In deloholizem je ravno tako skušnjava in je lahko ravno tako greh kot lenoba, kot to, da sploh nič ne delam. Če delam preveč, je lahko ravno enaka skušnjava kot to, da ne delam nič. Da bi se torej tega spominjali, da je v nas položeno veselje do dela in da je potrebno to iskati. In kdaj smo mi veseli, ko delamo? Kaj je tisto, kar nam prinaša veselje do dela? Zagotovo to, da lahko vidimo sadove, zagotovo to, da lahko vidimo en smisel v našem delu, zagotovo nam pomaga, da lahko vidimo v našem delu eno smer. Se mi zdi, da se je najtežje je delati in ustrajati pri delu ali pa se učiti takrat, ko ne vidimo smisla. Takrat, ko ne vidimo, kako to pomaga nam, kako lahko to pomaga našim bližnjim, kakšen smisel ima to lahko za svet, v katerem živimo, zakaj bi zdaj jaz moral tukaj sedeti in delati. In se mi zdi tako, če si vzamemo ljudje dovolj časa za molitev, za stik z Bogom, za prebiranje Božje besede, bo lažje ohraniti tudi to zavest, da ima vsak od nas v tem svetu eno poslanstvo. Eno poslanstvo, ki ga lahko izpolnimo samo mi. Vsak od nas je narejen enkratno in neponovljivo. Vsak od nas ima popolnoma enkraten nabor in izkušenj, in veščin, in sposobnosti, in darov. In če nas je Bog ustvaril in poslal na ta svet, nam je dal tudi zagotovo eno poslanstvo. In svet brez nas bo v pomanjkanju. Nekaj, kar lahko damo temu svetu samo mi, bo zmanjkalo, če bomo mi sedeli križem rok. In včasih, kot rečeno, je težko ohraniti zavest o tem smislu, da ima naše življenje tudi smisel. Včasih so razmere življenjske tako zastavljene, da se nam zdi, da je vse megleno, da nisem pomemben, da moje delo nima nobenega vpliva, nobenega učinka. In takrat se je dobro tudi ustaviti pa premisliti. Ne zato, da se bomo usedli križem rok v kot, pa ne bomo nič delali, ampak da morda tudi v pogovoru z Bogom odkrijemo in prepoznamo, kje nas želi, kam nas pošilja, zakaj nam je dal te darove, ki nam jih je dal
kam naj jih usmerimo, kako naj jih uporabimo. Se mi zdi, ko je srce polno smisla in zavesti, da ima naše življenje smisel, je pravzaprav nemogoče sedeti v kotu in nič ne delati, sploh ko vidimo, kako delajo drugi okrog nas, sploh ko vidimo, kako se Bog trudi, se porodi želja sodelovati, se porodi želja biti prisoten, biti zraven. Da bi znali gojiti to željo, to veselje, to zavest, takrat se mi zdi, da bo demon akedije, da bo ta opoldanski demon mlačnosti pravzaprav imel z nami zelo težko delo, če bomo ostajali v stiku z Bogom. Če pa bomo popuščali skušnjavi, morda tudi občutka krivde, ker ne delamo dovolj in bo delo postalo naš malik in bo delo edina stvar, ki bo našemu življenju dajala smisel, potem bomo pa tudi smisel za delo hitro izgubili. Naj nam ta preostanek postnega časa torej pomaga prepoznati tudi, kje v našem življenju skušamo, doživljamo, prepoznavamo tega opoldanskega demona mlačnosti, da se mu bomo lahko izogibali, da bomo lahko v resnici živeli kot Božji sodelavci, kot Jezusovi sodelavci, v polnosti kot kristjani, kot brati in sestre, ki smo poklicani, da skupaj z Bogom že tukaj in zdaj soustvarjamo Božje kraljestvo.